Dobro večer in dobrodošli v oddaji On the Record, poglobljeni intervjuju oddaji i24 News. Ko vojna z Iranom vstopa v 6. mesec, kar se je začelo kot ameriško-izraelska kampanja za dodatno oslabitev iranskega jedrskega programa in morebitno strmoglavljenje režima, se je spremenilo v vojno za Hormuško ožino. Memorandum o soglašju, ki je od Irana zahteval ponovno odprtje strateške vodne poti in od ZDA odstranitev sankcij proti Teheranu, je propadal. Obe strani pa sta zdaj ujeti v dinamiko postopne zaostritve. ZDA napadajo iranske vojaške cilje vzdolž ožine. Iran pa še naprej napada trgovske ladje v državah Arabske zaliva ter v Jordaniji. In ker Iran ne kaže nobenih znakov pripravljenosti, da bi se odrekel nadzoru nad ožino, se zdi vrnitev k polnim vojaškim operacijam proti Iranu z Izraelom ali brez njega neizogibna. Da bi razjasnili to nestanovitno situacijo v regiji, danes večer se mi pridružuje Mark Dubovic. Dubovic je izvršni direktor Fundacije za obrambo demokracij, nestrankarskega možganskega trusta s sedežem v Washingtonu, D.C. Je eden od arhitektov kampanje maksimalnega pritiska na Iran in vodi podcast Iran Breakdown. Mark, najlepša hvala, da ste se mi tukaj osebno pridružili. V čast mi je biti z vami, še posebej v živo. Odlično, hvala. Kot sem omenil v uvodu, premirja ni. Memorandum o soglasju je propadel. Jedrskih pogovorov ni. Iran še naprej izvaja napade po vsej regiji. In pravkar je zavrnil predlog za skupno upravljanje Hormuške ožine z Omanom. Torej, kdo tukaj vodi igro? Kdo narekuje tempo in določa razmere? Je to ZDA ali Iran? Mislim, da so to ZDA. Iran je namreč v vojni z Združenimi državami že 47 let, od islamske revolucije leta 1979. In šele pod predsednikom Trumpom smo končno začeli vračati udarec. Začeli smo vračati udarec že v prvem mandatu predsednika Trumpa. In zdaj mi, skupaj z našimi tesnimi partnerji v Izraelu, smo prešli v ofenzivo proti Islamski republiki. In Islamska republika je danes na svoji najšibkejši točki v zadnjih 47 letih. Torej, mislim, da na makro ravni mi narekujemo tempo. Ampak seveda imajo Iranci pri tem besedo in še naprej poskušajo preživeti ter vračati udarce, kolikor le lahko. Glede tega, razumem, kaj govorite. In čez vikend smo videli, veste to dinamiko predsednika Trumpa, ki je bil tik pred tem, da odredi obsežne napade na Iran, nato pa jih je v zadnjem trenutku preklical. Po poročilih je bilo to zaradi pomankanja prestreznikov, čeprav je Trump sam te navedbe zanikal. Ampak to smo že doživeli. Že maja je bila podobna dinamika, kjer so govorili o skorajšnjem pomembnem ameriškem napadu na Iran, ki je bil prav tako v zadnjem trenutku preprečen. Takrat so poročali, da je bilo to zaradi pritiska zalivskih arabskih držav na Trumpa, naj se izogne takšnim napadom. Torej, ali je to preprosto Trumpova taktika, da zavlačuje ta proces, da zavaja Irance do novembrskih vmesnih volitev? Mislim, da predsednik Trump počne tisto, kar ima najraje, da drži svojega nasprotnika v negotovosti. Tako Iranci ne morejo povsem ugotoviti, ali Trump želi skleniti dogovor ali jih želi udariti. In počne oboje hkrati. Mislim, da je predsednik Trump odkril tisto, kar so mnogi na Bližnjem vzhodu odkrili že pred mnogimi leti. Da je veliko bolje hkrati se boriti in se pogovarjati, kot pa se boriti, razglasiti premirje, pogovarjati, premirje, boriti se in vse to početi zaporedno. Kar je nekako dinamika, ki se trenutno odvija. No, jaz bi trdil, da to izvajamo bolj vzporedno kot zaporedno. Mislim, da bi predsednik Trump lahko v naslednjem dnevu ali dveh odredil vojaške napade, potem ko so Iranci izstrelili balistične rakete na ameriške vojake v Jordaniji. Rekel je, da jih bodo zelo silovito napadli. Uporabil je kletvice. Tega ne bom omenil, ampak je rekel, da bodo napadli. Ampak kaj bo to spremenilo? In resnično? Mislim, da v osnovi ta režim je tako obupan, so šibki. Igrali so edino karto, ki so jo imeli, to je bila karta Hormuza, in odigrali so jo v trenutku, ko je ne bi smeli, ker so tako šibki. Starec Ali Hamenej, vrhovni vodja, ki so ga 28. februarja odstranili v izraelskih napadih, je bil res potrpežljiv vrhovni vodja. Na oblasti je bil od leta 1989,
dolgoletni diktator na svetu. In želel je zgraditi raketni ščit iz tisočev balističnih raket, ki bi lahko ogrožale Izrael, naše zalivske partnerje, ter ameriške sile in ameriška veleposlaništva. Pod tem raketnim ščitom bi gradil jedrsko orožje, gradil medcelinske balistične rakete za napad na ozemlje ZDA, več 500.000 dronov in imeti gospodarstvo, ki bi lahko preneslo ameriški pritisk. Zdaj so ga odstranili v napadu, njegov naslednik, njegov sin, Močtaba Hamenej, ki ga še nismo videli, je nekje globoko v bunkerju. Sploh ne vemo, ali je živ. On in IRGC igrada to karto Hormuza, ko sta najšibkejša. In mislim, da je admiral Bradley Cooper vodja CENTCOM-a in ameriška vojska je zelo dobro opravila delo pri nevtralizaciji številnih vojaških groženj, ki obstajajo v Hormuzu. Lahko govorimo o tem, katere grožnje ostajajo. In pravzaprav mislim, da je problem manj vojaška grožnja, kot pa zavarovalniški problem in vprašanje pomorskega zavarovanja v zvezi s tankerji, lastniki ladij in njihovo pripravljenostjo za prevoz teh tovorov skozi. Ampak glejte, kot sem pojasnil v uvodu, je bil glavni cilj ZDA in Izraela pri tej operaciji proti Iranu jedrsko vprašanje. O tem sploh ne govorimo. Mislim, ne samo mi, ampak tudi Iran in ZDA. V okviru memoranduma o soglasju bi se morali udeležiti jedrskih pogajanj. In če bi Iran preprosto zdržal še 60 dni, bi imel popoln nadzor nad družino in mora bi prišlo do jedrskih pogajanj. Ampak Iran se ni mogel zadržati. Začeli so napadati ladje, vendar ni nobenih jedrskih pogajanj. Kje torej smo zdaj glede jedrske grožnje? No, prvič v 20 letih ni bogatenja urana. Mislim, bistvo je, da sta predsednik Trump in IDF povzročila tako hudo škodo iranskemu jedrskemu programu. Tako zelo so ji zavrli glede zmogljivosti bogatenja, naprednih centrifug, obratov za bogatenje, znanstvenikov za orožje. Mislim, res smo bili v zelo, zelo težkem položaju pred operacijo Polnočno kladivo in vzhajajoči lev. Iranci so imeli dovolj obogatenega materiala za 22. Oni so bili le nekaj tednov, morda optimistično nekaj mesecev oddaljeni od tega, da bi imeli jedrsko bojno glavo. Ta program je bil zdesetkan. Mislim, da je zdesetkan pravzaprav napačna beseda, ker pomeni zmanjšan za 1/10. Mislim, da je bil pravzaprav skoraj popolnoma izbrisan. Zdaj je edina težava, ki ostaja, nekaj, kar se imenuje Pickaxe Mountain. Upam, da bomo imeli priložnost govoriti o tem. Prosim, kakšen je pomen te slike? No, Pickaxe Mountain je zadnja. Kraj, kjer bi Iran dejansko lahko zgradil celovit program jedrskega orožja, je 90 do 140 metrov pod zemljo, gora obdana z granitom. In Iranci so tja preselili tisoče preostalih naprednih centrifug. Obstajajo ugibanja, da so morda tja preselili obogateni material, vendar to ni bilo potrjeno. In če to preselijo in vzpostavijo proizvodnjo uranove kovine, tja preselijo tudi znanstvenike za orožje, bi lahko prišli do tajnega, celovitega programa jedrskega orožja. Mislim, da smo v zadnjih nekaj tednih, na srečo, to vprašanje postavili v ospredje. Predsednik Trump o tem govori, premier Netanjahu, vsi govorijo o Pickaxe Mountainu. Predsednik Trump je jasno povedal, da bi se lotil Pickaxe Mountaina. Poslal bi raketo skozi glavna vrata. Težava pa je operativno veliko bolj zapletena. Ampak vsaj zdaj govorimo o nečem, o čemer smo pri FDD verjetno govorili že 2, 3, 4 leta. In končno zdaj dobiva pozornost. Torej, jedrsko vprašanje je spet na mizi. Seveda pa je bil Hormuz orožje množičnega motenja, orožje množičnega odvračanja pozornosti. In mislim, da je to orožje množičnega uničenja vsaj začasno umaknilo z mize. Vsekakor pa Mossad, enota 8200, NSA in CIA pozorno spremljajo iranska prizadevanja za ponovno vzpostavitev jedrskega in raketnega programa. Zdaj, torej, Pickaxe Mountain, to je območje blizu Natanza, ki je bolj ali manj celovit jedrski kompleks. Tam bi lahko potekale obogatitvene operacije, preprosto ne vemo. In zelo težko bo, če ne celo nemogoče, uničiti ga z bombami za uničevanje bunkerjev, ker je zakopan še globlje kot Fordov. Fordov je 80-100 metrov pod zemljo. To je vsaj 120 približno. Če ga torej ne moreš uničiti iz zraka, ostane praktično samo ena možnost na tleh. Ja, mislim, ne moreš ga uničiti iz zraka. Lahko pa zagotovo omejiš iranski dostop do njega z bombardiranjem vhodov, dostopov, prezračevalnih sistemov in energetskega omrežja, ki ga napaja. Ampak imaš prav, da je zakopan tako globoko, da bodo, če bodo zgradili obrate za obogatitev, ti obsegal več medsebojno povezanih obratov za obogatitev na različnih globinah. Zelo težko bo izvesti to, kar smo storili Fordovu in Natanzu iz zraka. To pomeni, da pridejo v poštev specialne enote, kar je seveda zelo nevarno poslati noter šele ali Delta Force in seveda grozote žrtev ali talcev. Obstajajo izraelska podjetja, ki razvijajo tehnologije.
Pravzaprav bom imel direktorja enega od teh podjetij v svojem podkastu Iran Breakdown. Jutri, da bi govorili o nekaterih drugih alternativah. Dogajajo se zelo zanimivi razvojni premiki z uporabo robotike in drugih inovativnih tehnologij, ki bi morda lahko uničile Pickaxe Mountain. Toda veliko pametnih ljudi dela dolge ure, da bi to poskušali ugotoviti. Torej, to je jedrsko vprašanje. Ampak trenutno je pozornost usmerjena na Hormuz. In po podatkih ZDA, po ocenah ameriških obveščevalnih služb, trenutni ameriški napadi, vsaj v sedanjem obsegu, niso dovolj, da bi spremenili iransko stališče za pogajalsko mizo. Govorimo o opogumljenem režimu. Svoje operacije proti zalivskim arabskim državam zdaj imenujejo operacija Zmaga. To je zelo izrazita sprememba v primerjavi z operacijami Prava obljuba, ki so jih imeli proti Izraelu, saj so takrat prisegli, da noben izraelski napad ne bo ostal brez odgovora. Zdaj pravijo, da so zmagali in da bodo to utrdili. Torej, kaj lahko ZDA storijo, da bi prekinile to pad pozicijo? Poglejte, režim postane zelo aroganten prav v svojih najšibkejših trenutkih. Veste, polni so hrupa in besa, pogosto pa gre za veliko hrupa za nič. Rekel bi, da imajo grožnje, imajo rakete, imajo drone, so vojaška nadloga v Hormuzu, ampak niso nič več kot nadloga. Mislim, da je admiral Cooper opravil izjemno delo pri nevtralizaciji številnih groženj raket, dronov in hitrih napadalnih plovil v Hormuzu. In zdaj je to zavarovalniški problem, kot sem omenil prej. Mislim, da so zasebne zavarovalnice Lloyds iz Londona in zavarovalniški klubi v Združenem kraljestvu so se bodisi umaknili iz zavarovanja tankerjev, ali pa so močno zvišali premije. In mislim, da je zdaj res nujno, da posredujejo vlade suverenih držav, ustvarijo mednarodni pomorski zavarovalni sklad. Če bi imeli 20 držav, ki bi prispevale $20 milijard, bi imeli zdaj $400 milijard državnega zavarovanja. Mimogrede, ne gre samo za Hormuško ožino. Zdaj se učimo, veste, Bab al-Mandab, Hutidži, teroristična organizacija, ki jo podpira Iran in deluje izjemna, želi zapreti to ožino. Imate Gibraltarsko ožino, ki bi povzročila ogromne težave Evropejcem. Imate Malajsko ožino, ki bi povzročila ogromne težave Singapurcem, Japoncem, Indicem, Južnim Korejcem in našim prijateljem v Indo-Pacifiški regiji in seveda Tajvansko ožino, na katero kitajska komunistična partija pogleduje vsak dan. Torej imamo več takšnih ozkih prehodov. In mislim, da je dobra novica glede Hormuške ožine ta, kot sem rekel, da so Iranci to karto odigrali v svoji najšibkejši točki. In to je vse manj vredno sredstvo. Mislim, zdaj si Savdici, Emirati in drugi prizadevajo zgraditi alternative Hormuški ožini. Druge naftovode, kot je vzhodno-zahodni naftovod, ki ga Savdici uporabljajo za prevoz 5-6 milijonov sodov na dan do Rdečega morja, ter naftovod Fudžajrah, ki ga Emirati uporabljajo, da obidejo Hormuško ožino. Obe državi zdaj gradita dodatne naftovode, prav tako pa so v gradnji ali načrtovanju še dodatni naftovodi. Vključno z naftovodi, ki bi lahko segli do Izraela in šli v Sredozemsko morje, ter zagotovili še eno izhodno točko za nafto in surovine z Bližnjega vzhoda. Ali je to nova realnost vsaj za naslednjih nekaj mesecev? No, zagotovo za naslednjih nekaj mesecev, vendar mislim, da v prihodnjih nekaj letih. Islamska republika bo ugotovila, da z igranjem na karto Hormuza v trenutku svoje največje šibkosti iz obupa je povzročila temeljito spremembo v tem, kako se bo svetovni energetski tokovi potekali z Bližnjega vzhoda. In prišel bo trenutek, ko Hormuz ne bo več pomemben. To so povzročili Iranci. To bo trajalo nekaj let, da se uresniči, ampak v tem času še naprej bodo igrali na karto Hormuza in še naprej gradili goro Pickaxe Mountain kot svoji zadnji dve vzvodni točki. In mislim, da morata Združene države Amerike in Izrael še naprej pritiskati nanje s pomočjo blokade in pošiljati konvoje skozi ožino v okviru protiblokade. Ker sem omenil prej finančne sankcije, ki bodo še naprej pritiskale na gospodarstvo Islamske republike. In manjkajoča točka v strategiji, kot veste, ni nujno vrnitev k večjim vojaškim operacijam. Gre za podporo milijonom Irancev, ki so od leta 1999 večkrat protestirali na ulicah in vzklikali smrt diktatorju. 15% prebivalstva je bilo januarja na ulicah 14 milijonov Irancev. 40 tisoč jih je bilo ubitih. Izrael jim je stal ob strani, Združene države pa ne. In že zdavnaj je čas, da predsednik ZDA odredi ameriški obveščevalni skupnosti, naj dejansko pripravi celovit načrt največje podpore iranskemu ljudstvu, ker se vračajo na ulice. 85-90% Irancev prezira ta režim in vedo, da pod tem režimom ne morejo živeti, morajo ga strmoglaviti. Tu so Iranci na terenu. Imamo moralno in geopolitično dolžnost, da jih podpremo, ko se naslednjič vrnejo.
Zdaj, omenil si Izrael in vse to se dogaja medtem, ko je Izrael na stranskem tiru. Zelo je, edinstveno si predstavljati regionalno vojno na Bližnjem vzhodu, kjer Izrael ni aktiven del tega. Vsaj ne zdaj. Včeraj predsednik vlade Netanjahu se je srečal s predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši. Po vašem razumevanju tega, kar slišite, o čem so razpravljali? Mislim, da sta se oba voditelja usedla in sta na isti strani. Vedno je veliko govora v Washingtonu, Izraelu in po svetu o tem odnosu, da se ne razumeta, se ne razumeta. Mislim, da je to večinoma za novinarje in vplivneže na družbenih omrežjih. Mislim, da je usklajevanje med Združenimi državami in Izraelom brez primere. Usklajevanje med tema voditeljema je bilo brez primere. In razpravljali so o naslednjem načrtu. Kaj je načrt B? Zdaj predsednik Donald Trump želi poskusiti diplomacijo. Mislim, da predsednik vlade Benjamin Netanjahu ne bo poskušal prepričati, naj tega ne stori. Rekel bo, poskusi, zadnjič si že poskusil. Poskusili smo z memorandumom o soglasju. In kot je bilo napovedano, se Iranci tega niso držali. Zato poskusi znova. Ampak verjetno ne boste veliko napredovali. Ampak dajte vse od sebe, gospod predsednik. Ampak pogovorimo se o načrtu B. Kaj se zgodi, ko diplomacija znova propade? Kaj naredimo skupaj? Kaj naredimo vsak zase? Kako lahko Izrael pomaga? Predsednik Trump je znova popeljal državo in svet v ofenzivni položaj proti Islamski republiki Iran. Imel je prednost, da ima Izrael kot tesnega partnerja. Mislim, da v ameriški vojaški zgodovini še nikoli nismo šli v vojno s partnerjem, ki bi bil tako blizu, tako dobro integriran in tako sposoben bojevanja. In zato seveda predsednik Trump se lahko iz različnih operativnih razlogov odloči, da želi Izrael, ali pa se lahko odloči, da lahko ameriška vojska to reši, Izrael naj za zdaj ostane ob strani. Zdaj imata oba voditelja svoja notranje politična časovna okvira. V Izraelu imamo volitve konec oktobra, v ZDA so umestne volitve. Novembra. Ali to po vašem mnenju vpliva na odločanje na katerikoli strani? Ja, mislim, brez dvoma za predsednika Trumpa, očitno si želi obdržati predstavniški dom in senat in to lahko stvari zaplete. Ampak mislim, da Iranci včasih napačno ocenijo ameriško politiko. Mislim, da mislijo, da če Trump izgubi predstavniški dom in senat, da bo za preostanek svojega predsedovanja oslabljen. In resnica je, ne glede na to, ali obdrži predstavniški dom in senat, kaj predsedniki počnejo v svojih zadnjih 2 letih, ker pogosto izgubijo predstavniški dom in senat, je, da se premaknejo iz notranje politike, kjer jih blokira opozicija, na področje zunanje politike in nacionalne varnosti. In zato ni dvoma, da bo predsednik Trump v naslednjih 2 letih še bolj neomejen in bo resnično še bolj pritiskal na Iran. Zaveda se, da je njegova zapuščina povezana z uspehom njegove politike do Irana, želi iz tega iziti kot zmagovalec. In mislim, da morajo imeti Iranci to v mislih in biti previdni. Zdaj premijer Netanjahu o izraelski notranji politiki ne vem toliko, poskušam se ne vmešavati. Ampak jasno je, da se sooča z resnimi izzivi in močnim nasprotovanjem pred oktobrskimi volitvami. In potrebuje neko zmago na področju zunanje politike, ki jo lahko pokaže volivcem, da je bilo vredno. Vse tiste dni in tedne, ko so bili Izraelci v zakloniščih in so tvegali, in stroške, ki so jih utrpeli, da bi zagotovili, da ni bilo vse zaman. In izraelskim volivcem mora pokazati nek dokaz uspeha, če želi imeti kakršnokoli možnost za ponovno izvolitev. Zdaj bi rad naredil korak nazaj, nekoliko širši pogled na regijo, ker so iranski napadi usmerjeni na zalivske arabske države, predvsem na ameriške vojaške baze v teh državah, vendar ne samo to. Napadli so tudi ključno infrastrukturo med 40-dnevno vojno, zdaj pa ciljajo predvsem na infrastrukturo Kuvajta. ZDA so utrpele velike izgube v smislu ubitih ali ranjenih vojaških oseb zaradi teh napadov. Toda te zalivske arabske države vsakodnevno trpijo zaradi napadov Irana. Kaj pa ti napadi pomenijo za odnose med ZDA in državami v zalivu, po vašem mnenju? Mislim, te države niso začele vojne, ampak prav te države nosijo največje breme iranske agresije. Ja, mislim, odnosi v zalivu, težko je govoriti o zalivu kot celoti, ker ima zaliv, več različnih držav, od Zaji do Saudske Arabije, Katarja, Omana, Kuvajta in Bahrajna. Mislim, vsaka od teh držav ima svoje kalkulacije. Mislim, da so Emirati zelo usklajeni z Združenimi državami in Izraelom. Zavedajo se, da ne morejo živeti z Islamsko republiko v njeni trenutni obliki. Pravzaprav so oni prejeli večino teh udarcev. Mislim, da je bilo izstreljenih več kot 2000 raket. In 1800, najbolj prizadeta država od vseh. In mislim, da so pripravljeni na boj.
Mislim, da bodo vedno poskušali deeskalirati z Iranci in preprečiti, da bi več raket in dronov zadelo njihove steklene stolpnice v Dubaju. Ampak razumejo, da s tem režimom ne morejo živeti. Mislim, da so na drugem koncu spektra Katarci, veste, režim muslimanske bratovščine, ki ima tesne odnose z Islamsko republiko Iran. In čeprav je Iran napadel katarska nahajališča zemeljskega plina in se na Katarce nikoli ne moremo zanašati kot na zanesljive zaveznike ZDA, morda se zavedajo resničnosti, kaj pomeni imeti Islamsko republiko za sosedo in letalsko bazo Al-Udeid v Dohi. In to bi lahko dejansko vplivalo na nekatere računice. Ampak mislim, da je začelo odbrganiti, torej, ko je Iran, ko napada te države, jih skuša prepričati, da je prisotnost ameriških vojaških zmogljivosti na njihovem ozemlju škodljiva za njihovo nacionalno varnost. Torej, iz vaše perspektive, ali menite, da se ta izid uresničuje, ali pa morda nasprotno, da to združuje zaliv, ali pa obstajajo različni tabori v zalivu, kot ste omenili? Toda okrepljeni, obstoječi odnosi so te države še bolj približali ZDA. Mislim, da je najhujši scenarij, v katerem se te zalivske države v ponedeljek zjutraj zbudijo in ugotovijo, da bo predsednik Trump umaknil ameriške čete iz njihovih držav ter odprl veliko letalsko bazo v Izraelu za centralno poveljstvo. Mislim, da vejo, da brez ZDA tam so lahka tarča za Islamsko republiko in Islamsko revolucionarno gardo. Torej, čeprav so nervozni, čeprav jih to naredi za tarčo, se zavedajo, da brez podpore ZDA so v veliko hujših težavah. Tako da mislim, da bodo Emirati spet z nami, Katarci, oni igrajo svoje igre, ne bodo z nami. In Savdici so tisti, ki vedno taktizirajo. Veste, če mislijo, da so Združene države zavezane k njihovi obrambi, zavezane regiji in pripravljene soočiti se z Iranom, bodo z nami, pravzaprav so bili pravkar z nami. Savdske in ameriške letalske sile so pravkar napadle šiitske milice v Iraku, ki jih podpira Iran, in so pošiljale drone za napade na savdsko energetsko infrastrukturo. Bili so z nami. Leteli so skupaj z našimi letalskimi silami in napadali te cilje. Po drugi strani pa, če mislijo, da se umikamo ali da bomo podpisali kakšen usodno napačen memorandum o soglasju, ki Iranu dejansko daje vzvod nad Hormuško ožino in postopno pot do jedrskega orožja, bodo začeli taktizirati in se usmerjati v poskuse pomirjanja Islamske republike. Medtem pa sklepajo dogovore s Pakistanci in Kitajci ter poskušajo pridobiti druge vplivne zaščitnike, ki jih bodo podpirali. Torej, zaliv je vedno zapleten, vendar mislim, da se je Islamska republika močno zmotila, ko je napadla te zalivske države in povzročila veliko grenkobe, ki je še dolgo ne bo mogoče odpustiti, če sploh kdaj. Ja, ko govorim z ljudmi v zalivu, se strinjam s to oceno in to je tudi tisto, kar slišim. Tukaj bomo za zdaj zaključili. Premaknili se bomo na zadnji del oddaje, to je hitri segment. Pokazal vam bom 3 slike in na kratko, če lahko, povejte mi prvo stvar, ki vam pride na misel. Tukaj je prva slika. To sta predsednik vlade Netanjahu in predsednik Trump v ovalni pisarni včeraj. Ja, poslušajte, 2 voditelja, ki sta predsednika in predsednika vlade v času vojne, za katera mislim, da imata zelo tesen odnos, zelo topel odnos, a včasih tudi težaven odnos, kot so ga imeli svetovni voditelji. Mislim, FDR in Churchill sta imela zelo težaven odnos med drugo svetovno vojno. To sta 2 vojna voditelja, ki razumeta, da Islamska republika Iran predstavlja resno grožnjo za obe njuni državi in sta pripravljena iti do konca. V redu, pojdimo naprej k drugi sliki. To je Netanjahu, ki se je včeraj ob robu pogreba Lindseyja Grahama pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ja, spet 2 svetovna voditelja, ki jima grozijo isti sovražniki. Iran ter dejansko Kitajska, Rusija in Severna Koreja, za katere menim, da imajo skupne sovražnike in skupne zaveznike. In čeprav je bil odnos zapleten, ker si Izraelci ne morejo privoščiti, da bi Rusijo spremenili v sovražnika. Mislim, da vedno bolj razumemo, da imajo naši ukrajinski prijatelji zmogljivosti za boj proti dronom, ki jih potrebujemo mi, Združene države, in ki jih potrebuje Izrael. In naši ukrajinski prijatelji razumejo, da potrebujejo podporo Združenih držav in Izraela. Torej 2 predsednika ali voditelja obleganih demokracij, ki se soočata z osjo agresorjev, z skupnimi sovražniki, skupnimi cilji in mislim, da to pomeni veliko tesnejše odnose med Ukrajino in Izraelom v prihodnosti. Kratek odgovor z da ali ne. Menite, da obe državi maksimalno izkoriščata sodelovanje v okviru trenutnih omejitev, ki ste jih navedli?
Ne. Še veliko je treba narediti. V redu. In pojdimo na zadnjo sliko. To je sirski predsednik Ahmad al-Šara. Ja, neverjetno. Mislim, še vedno zgleda kot nekdanji vodja Al-Kaide v slabo prilegajoči se obleki. Ampak kljub temu, mislim, da je trenutno največja priložnost za normalizacijo odnosov Izraela s Sirijo. Ne bi me presenetilo, če bi v prihodnjih mesecih prišlo do dogovora med Izraelom in Sirijo, ki bi ga posredovale Združene države. Mislim, da sta to spet dve državi s skupnimi interesi. In mislim, da al-Šara mora obnoviti Sirijo. In pot od tega so boljši odnosi z Izraelom. Da v nedavnem intervjuju za Al Jazeera je izrazil optimizem glede tega. Mark, za zdaj bomo morali tukaj zaključiti. Hvala, da ste se mi nocoj ponovno pridružili. Spremljajte nas ponovno naslednji teden, tukaj pri On The Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubeu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.